Če bo Slovenska demokratska stranka dobila več kot 45 glasov, bo to trdna večina. Šibka večina je, če moraš koalicijo vzeti še majhne stranke, ki imajo nekaj poslancev, in potem je teža glasu, ki so ga volivci dali za to stranko, 10-krat večje od teže glasu, ki so volivci dali za večjo stranko. In taka stranka potem, ker je jeziček na tehnici, kingmaker, izsiljuje in se moraš pol s koalicijo ukvarjati na mesto s težavami države. A ste vi zdaj napovedali, da računate, da bo samo SDS dobila večino? Ne, to ste vi rekli. Še vedno slišim, da marsikdo dvomi. Res je, hiša še ni dokončana. A nikoli nismo obljubili, da jo bomo dokončali v 4 letih. Ker to se ne da. Tukaj je ogromno stvari, ki jih je treba popraviti. Na prvem mestu pa te zblojene ukrepe Golobove vlade pač odpraviti, predvsem na davčnem področju. Ko je danes hiša trdnejša, ko so temelji močnejši in zidovi stabilnejši in ko v njej živijo bolj zadovoljni in bolj srečni ljudje. Sedaj, ko gremo skupaj s koalicijo, s temi ljudmi, s to energijo, s tem znanjem, verjamem, da bomo dobili več kot 10 poslancev. Ugotavljamo, da postaja vroče, tako da se veselimo napete tekme. Pravijo, da se volitve dobijo preko medijev, vendar tudi z čevlji. V Slovenski ljudski stranki jih bomo dobili z škornji. Omogočili boste vlado Roberta Goloba. Ne bomo. Robert Golob je v zadnjih 4 letih dokazal, da ni sposoben voditi Slovenije. Hkrati pa mainstream analitiki v en glas, minuto po volitvah boste skočili v objem Janeza Janše. Ne bomo. Janez Janša je imel že 3 priložnosti, pa jih ni znal izkoristiti. Pa zelo dobro vedeti, da je treba te plače zaslužiti. Vi plače samo delite. Tudi plačo predsednika uprave treba zaslužiti. Govorim vam, vi kako delite z lahkoto in dvignete za 22% minimalno plačo. 22%? Ja, vse skupaj to nanese koliko? Je pa 16% samo minimalna plača. Strošek delodajalca se je povečal za koliko? Se je povečal za 16% pri za 11,25%. Vse skupaj in to me moti pri vaši komunikaciji, ker ste danes na tej tiskovni konferenci ves čas razpolagali s podatki, ki niso samo netočni, niso točni. Govorite o 20% dvigu plač, mi smo povečali strošek delodajalca za 11,25%. Vse skupaj v zadnjem polletju je prispevek za dolgotrajno oskrbo bil dvignjen za 2%. Govorimo o minimalni plači, gospod Nahtigal. Vse skupaj v zadnjih polletjah. Vi ste v zelo kratkem času dvignili minimalno plačo za 22%. Ne, jaz govorim o tem, koliko smo jo letos govorimo, skupaj je treba pogledati, kaj je, in to je vse obremenitev plač. Vse je to obremenitev. Niti vodstvo Televizije Slovenija, niti uredniki v informativnem programu niso nikoli in tudi tokrat ne prepovedali nobene teme, ki bi jo predlagala ekipa Tarče. Ob manipulacijah, ki se od sinoči pojavljajo tudi strani Tarče, moram povedati, da zaupanja v to ekipo Tarče, ki so ga imeli vsa ta leta, nimam več. Več predlogov je bilo, skoraj da ne grožen, tako če direktno povem, da naj nehamo mi, ki pač ne sodimo v to neko širšo sliko, da naj nehamo drobiti glasove, kot da pripadajo nekomu drugemu. Tako bom rekel, zelo aroganten nastop je bil, da dajte se združiti, dajte neko kombinacijo narediti, zato da pridete čez. Hej, stari. Ko si? Ej, dober, evo, jem burek tukaj. A boš mal? Ej, majhen košček. Daj jo vzem, res je dober. Da probam, čim se bašeš. Ja. Res dober. O, ful. Lahko ješ burek, kjer hočeš, kadar hočeš. Noben ti ne teži. Zdaj pa imamo nepredvidljivo poslovno okolje in vse
ostale stvari. Gospod Slak gleda na uro, tako da bi jaz sam še za dejstva po oddaji rekel, poglejte, kakšna je bila rast leta 2010 in pol se vprašajte, a je delovna mesta takrat uničevala minimalna plača ali zmotna politika. Bomo videli... Politika kot danes. Na naslovnici časopisa Demokracija, ki ste ga tudi vi pred skoraj 40 leti sooblikovali, je bil danes objavljen kot pes. Imate kakšno sporočilo za odgovornega urednika in direktorja Demokracije? Zdaj, če bi ga imel, bi se vmešal v uredniško politiko, ne? Potem bi mi to očitali. Ampak zakaj Francija ankete točen kažejo? Vso to razvitnem svetu, pri nas imamo pa tukaj totalen kaos. Igramo se, to je bilo tako, ker jaz zjutraj pa se razbudil, pa malo kocke zlagal, rekel golopa, pa tokle, pirati rastejo, ker je Rejavski 6-krat bil minister, ga ni nankirnega, pač nobena pozna. V tej potrebi za ljudje me kličejo nazaj, zato se vračam. A je to nivo, ki nas zdaj čaka v tej kampanji in s katerim se bi vi strinjali? Glej, se s tem ne ukvarjam, če bi se jaz ukvarjal z naslovnicami, ne, na katerih sem bil narisan od Hitlerja do Hudiča, ne, potem najbrž ne bi sedel tukaj in bil v kakšni norišnici. Dokončajmo to hišo skupaj, svoboda naprej!